Aktualno na Radiu Evropa 05. Oddajo je omogočil evropski poslanec Slovenske ljudske stranke Franc Bogovič, financira pa jo poslanska skupina Evropske ljudske stranke. V današnji oddaji Aktualno gostimo evropskega poslanca Franca Bogoviča, člana Evropske ljudske stranke. Dober dan, gospod Bogovič. Lep dober dan, hvala za povabilo. No, gospod Bogovič, stranka SLS je pred dnevi 12. maja praznovala 28 let. Kako vi komentirate teh prvih 28 let Slovenske ljudske stranke, ki je tudi kot prva politična stranka iz Slovenije postala članica Evropske ljudske stranke? Kakšna pa je po vašem mnenju še prihodnost SLS-a? Če danes mi srce zaigra, ko se spomnim na 12. maj 88, ko se nas je približno 1500 zbrali na povabilo Ivana Omana v Unionski dvorani in smo na presenečenje mnogih, ki so na nek način dali, če smem temu tako reči, željen za to prireditev, naredili to presenečenje, da smo iz dvorane šli kot prva politična stranka v Sloveniji s jasnimi cilji osamosvojitev samostojne Slovenije, uvedbo parlamentarne demokracije, spoštovanje človekovih pravic. Od takrat naprej do danes je imela Slovenska ljudska stranka, tako kakor je to običajno v življenju, spone in padce. Enega večjih udarcev smo doživeli na zadnjih parlamentarnih volitvah, ko nismo zbrali več dovolj glasov, da se uvrstimo v slovenski parlament in zastopamo interese ljudi. Verjamem pa, da so mnogi že takrat to zatrdili in tudi danes, da se resnično pozna in manjka zmerna k delu, k novi vrednosti usmerjena stranka v slovenskem političnem prostoru in verjamem, da na naslednjih parlamentarnih volitvah zagotovimo zopet vrnitev Slovenske ljudske stranke v parlament. Vsekakor pa je leto, ko slavimo 25 let samostojnosti, suverenosti in leto, ko se lahko s ponosom ozremo v Slovenski ljudski stranki na prispevek, ki smo ga tisti, ki teh zadnjih v Slovenski ljudski stranki že 28 let, v Sloveniji pa zadnjih 25 let samostojne Slovenije delamo, da smo naredili zelo veliko dobrih stvari za to državo. No, gospod Bogovič, kako pa komentirate aktualno politično dogajanje pri nas trenutno? Politični prostor se tudi širše v evropskem prostoru zelo spreminja in tiste tradicionalne delitve in nek način tekme med socialisti in evropskimi ljudskimi strankami postaja ta prostor vedno bolj pester. Takoj vidimo radikalne stranke, kot je Le Penova stranka v Franciji, ki je v Evropskem parlamentu najštevilčnejša francoska stranka. Vidimo rezultate predsedniških volitev v Avstriji. Podobno se dogaja, na levem političnem prostoru v Španiji, v Grčiji. In politični prostor se spreminja. Tudi v Sloveniji je tako. Mi smo imeli tudi v zadnjih nekaj letih kar nekaj eksperimentov, kjer se je, sem temu včasih dejal, tudi politični genski inženiring rojevalo nove stranke, zato da so pač s pomočjo tudi javne podpore, predvsem teh največjih televizij, prišli na oblast ljudje, ki prej niso bili kaj dosti vključeni v politiko, oznanjali so se kot neke nove mesije, kar nekaj udarcev so že doživeli tisti, ki so tudi te stranke volili in na drugi strani pa je kar nekaj strank nas izpadlo z parlamenta in sedaj se zopet rojevajo nove. Jaz bi želel predvsem to, da bi se v Sloveniji vedno bolj usmerili v prihodnost in naredili stranke oziroma da bi v politiki bili aktivni ljudje, ki imajo vizijo, pogled, kam Slovenijo naprej. Moje stališče je, da smo do leta 2004, ko smo praktično dosegli prvi cilj vključitev v EU in še mogoče do leta 2007, ko smo tudi dobili skupno valuto evro, imeli neke jasne cilje. Od takrat naprej pa žal v slovenskem političnem prostoru, pa tudi sicer javnem gospodarskem prevladujejo precej egoistični interesi, ki tako ali drugače to zadnje desetletje ne delajo najbolj uspešno in želim si, da bi ob tem, ko se ljudje aktivno vključujejo v politiko, ne imeli za sabo, interes obračunavanja to, kar se je s kom zgodilo v preteklosti, ampak predvsem tem, da bi znali pokazati pot, kam moramo iti naprej na tem zelo velikem, hitrem svetu, kjer imajo tudi manjše države, kot je naša, svoje priložnosti, ki bodo pa zagotovo zamujene, vekolikor se bomo ukvarjali sami s sabo in prerekali, če hočete, o 10, 20 ali pa 70 let starih zamirah.
Z nami je še vedno evropski poslanec Franc Bogovič, član Evropske ljudske stranke. Povejmo še nekaj o novih izzivih aktualne kohezijske politike. Kaj je po vašem mnenju, gospod Bogovič, ključna sprememba koncepta? Smo Slovenci, na primer, pripravljeni na to novo miselnost? Imamo projekte, da bomo lahko uspešno črpali evropska sredstva iz nove perspektive in kakšni so bili poudarki mednarodnega strokovnega posveta, ki ste ga soorganizirali tudi v Državnem svetu pred kratkim na temo, in sicer na temo črpanje sredstev Unije za razvoj slovenskega podeželja. Kohezijska politika je ključna politika solidarnosti znotraj Evropske unije, kjer države, ki so v razvitosti nad povprečjem, prispevajo sredstva za države, ki ta razvojni zaostanek še lovimo. Tako je za Slovenijo in tudi za ostale kohezijske države ta denar zelo pomemben. V prejšnjem obdobju med 2007-2013 je v kriznih letih, na Slovaškem, tudi na Poljskem, Romuniji, Madžarski, predstavljal delež investicij, ki so bile podprte z evropskimi sredstvi, več kot 50%, tudi do 80% vseh javnih investicij. V Sloveniji smo se v letih od 2011 do 2014 približali številki 50%, tudi takšnih investicij je bilo. Zato so ta sredstva zelo pomembna. Je pa sedaj preskok iz prejšnje perspektive v novo relativno zahteven, kajti v prejšnji perspektivi je bilo potrebno znati zgraditi vodovod, čistilno napravo, urediti obnoviti grad na poln vsebine. Se pravi, od projektov, ki so bili predvsej prejšnji perspektivi osredotočeni in gradnja infrastrukture, je sedaj na kompleksnejše projekte, kjer morajo znati stopiti skupaj na eni strani občine, države, gospodarstvo, znanost, raziskave in narediti projekte za ustvarjanje novih delovnih mest. To obdobje je bilo planirano v času, ko je bila, se pravi od 2014 do 2020 je bilo planiranje v letih 2010-2011, ko je bila gospodarska kriza zelo huda in Evropska unija želi s to kohezijsko politiko ustvariti nova delovna mesta in tudi usmeritev nove komisije. Je pa pri tem potreben zopet nek kakovosten preskok, ki kliče ravno po tem, o čemer smo danes že govorili. Znati sedeti za isto mizo, sodelovati in se veseliti skupnega uspeha. To nam je včasih težava in tem je bil tudi namenjen posvet, ki smo ga organizirali skupaj naša poslanska pisarna, potem šolski center GERM iz Novega mesta in Državni svet. Vesel sem obiska, več kot 120 ljudi je bilo v Državnem svetu. Osrednji gost je bil moj kolega, nizozemski poslanec Lambert van Nistelrooy, ki je že tretji mandat v Evropskem parlamentu in on ni gospod, ki pozna politiko, ampak je gospod, ki kreira to politiko. In zato sva želela skupaj tudi v razgovorih, ki smo imela predhodno pred tem posvetom z ministrico pristojno za regionalni razvoj, potem z ministrom za gospodarstvo, s predstavniki državnega zbora, z župani, upozoriti na to spremembo koncepta in na to potrebo po skupnem delu. In po drugi strani smo gospoda van Nistelrooya seznanili tudi s tem, da države, ki imamo ta razvojni zaostanek tudi še na infrastrukturnem delu, potrebujemo v naslednjih letih delno tudi sofinanciranje infrastrukture in zato je tudi nastal nek predlog, da bomo sedaj v Evropskem parlamentu, ko se dela pregled, kaj se dogaja z evropsko kohezijsko politiko na eni strani, na drugi strani pa že pripravlja novo obdobje po letu 2020, da bomo te zaključke vkomponirali v naše bodoče delo in tudi v evropsko kohezijsko politiko. Tako da poskušam res na nek način delati in jemljem to svojo funkcijo kot poslanstvo, da na eni strani naše ljudi čim prej pripravimo na izzive, priložnosti, ki jih evropska kohezijska politika ponuja, po drugi strani pa najodgovornejši ljudi v Evropskem parlamentu, v komisiji, seznanimo tudi z temi razlikami, ki so med državami zelo velike in da se na nek način tudi upoštevajo, da ni na koncu pri ljudeh, pri županih, pri občanih nerazumevanje in pa nezadovoljstvo preveliko. Gospod Bogovič, nedavni aprilski sneg in pozeba sta bila kar velik šok za slovenske sadjarje in vinogradnike, tako v Sloveniji kot tudi nekaterih drugih srednjeevropskih državah. No, v zvezi s tem ste pisali tudi poziv Evropskemu komisarju za kmetijstvo, da ukrepa. Zanima nas, ali vam je morda že odgovoril in kaj je povedal. Pred kratkim je potekal tudi sestanek sveta, se pravi evropskih ministrov, ki so to temo obravnavali. Ni še dokončnega odgovora.
Smo pa v tem dopisu poslanci iz Hrvaške, Slovenije, Avstrije, Madžarske, Romunije, ki smo bili dežele, ki smo bili deležne predvsem mrazu. Mraz je bil 26. aprila tisti, ki je največ škode povzročil, prizadeti, in v tem dopisu opozarjamo prvič na dimenzijo katastrofe, hkrati pa tudi na to, da bodo na koncu kmetje različno obravnavani v različnih državah. Ne vem, Avstrija zelo resno govori o tem, kako bi svojim kmetom iz svojega sklada za takšne katastrofe pomagala. V Sloveniji je sicer možno zavarovanje, vendar sam podatek, da samo 10% površin je zavarovanih, govori dovolj o tem, da je to zavarovanje zelo neprijazno za tistega, ki ga plačuje, in je zato enostavno odločitev za to tveganje na drugi strani velika, ampak ljudje se rajši odločajo kot to, glede na to, da so visoke premije, visoke odbitne franšize in da ne omogoč položaj. Zadeva se dotika tudi sicer splošne debate, ki sedaj potekajo v Evropskem parlamentu okoli inštrumentov Evropske unije za reagiranje v kriznih razmerah. Danes imamo poleg takšnih elementarnih nesreč, katere so bili deležni predvsem tisti, ki se ukvarjamo v sadjarstvu, vinogradništvu, še celo vrsta drugih problemov, ne vem, nizke cene na področju mleka, mesa, govejega, prašičjega, tudi sadje, zelenjava generalno je v velikem cenovnem pritisku zaradi kar nekaj razlogov, zakaj se to dogaja. In evropski kmetijski model sicer podpira obdelovanje zemlje, obdelanost, manj pa je sredstvo oziroma samo 1% za primer, ko so takšne težke razmere, bodisi naravne, bodisi tržne. Na drugi strani ima na primer ameriški kmetijski model, ki je sicer po velikosti na hektar približno 2/3 evropskega, 80% vseh sredstev namenjenih ravno za reagiranje na trgu. In to je ena od teh debat tudi v Evropskem parlamentu, kako pri bodoči kmetijski politiki je mogoče odvojiti tam 1/4, 1/3 sredstva za to, da bi dejansko v takšnih letih, ne da bi kmetje dobili povrnjen predel, ker tistega ne moreš dobiti in ga nihče ne pričakuje, se pa resnično kmetje, jih poznam kar celo vrsto sadjarskih kolegov, ki so odvisni od tega in imajo, ne vem, prihodek vezan samo od tega predelka v zelo, zelo velikih težavah. Tako da gre za rizičen sklad, za sredstva, ki bi jih dobili v nekem omejenem obsegu, zato da dejansko ti ljudje lahko preživijo. In to je bil ta ključni apel, čakamo na ta odgovor, zavedamo se tudi te realnosti, da mora najprej država poskrbeti za to, ker pa je cela zadeva tudi povezana z sektorjem, se pravi sadja, ki je sicer v zadnjih letih v krizih. Nas zanima, kakšen bo odgovor komisije, in vidimo neke rešitve, ki bi mogoče v tem primeru strani komisije lahko bili ukrepov, ki bi bili lahko deležni tudi slovenski kmetje. Predvsem pa opozorilo, kot sem že delal, na pomanjkljivosti kmetijskega modela, ki je lahko na eni strani prijazen do tistih, ki so lastniki zemljišč, zelo veliko krat pridejo pa v težave resni proizvajalci hrane zaradi takšnih ekstremnih razmer, kot so zadnje 2-3 leta. Gospod Franc Bogovič, hvala za obisk v studiu. Se slišimo ponovno prihodnji mesec. Hvala tudi vam in lepo pomlad želim še naprej. Oddajo je omogočil evropski poslanec Slovenske ljudske stranke Franc Bogovič, financira pa jo poslanska skupina Evropske ljudske stranke. Aktualno na Radiu Evropa 05.